Lepo pozdravljeni. V Novi Sloveniji smo vložili zahtevo za presojo ustavnosti zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki je bil sprejet že leta 2017. Zahtevo izpodbijamo zakonsko ureditev ocenjevanja vrednosti nepremičnin in s tem določanje davčne osnove za odmero davka na nepremičnine. Na samo neprimernost oziroma neustavnost smo opozarjali že ob samem sprejetju, tako poslanci Nove Slovenije, kot tudi sama zakonodajna pravna služba Državnega zbora, ko je v svojem mnenju povedala, da obstaja seveda možnost glede načina vrednotenja nepremičnin, sama neustavnost zakona. Prvi pomemben razlog za presojo ustavnosti je dejstvo, da zakon določitev modelov vrednotenja prepušča vladi in podzakonskim aktom. Davki pa bi morali biti v državi, v demokratični državi, predpisani z zakonom. Ustavno sodišče je tudi na to v svoji odločbi opozorilo, da morajo biti v skladu s 147. členom ustave davki predpisani z zakonom. Zato v Novi Sloveniji pričakujemo, da bo ustavno sodišče se odločilo in tudi razčistilo, kako in zakaj je tudi sam zakon v teh členih 147. in 120. neustaven. Po današnji ureditvi zavezancov iz zakona ne more biti jasno, kateri vsi elementi bodo določali vrednost njegove nepremičnine in s tem njegovo davčno obveznost. Modeli vrednotenja so namreč v zakonu predpisani splošno, nedorečeno, pomensko povsem odprto. Zakon pa bi moral biti pri določitvi davkov povsem jasen in določitve davčne osnove ne bi smel prepuščati podzakonskim aktom. Zato trdimo, da je zakon neustaven in v nasprotju z ustavo v 147. in 120. členom ustave. Drugi razlog, zaradi katerega izpodbijamo zakonsko ureditev, je neutemeljena neenaka obravnava lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč v primerjavi z lastniki drugih nepremičnin. Gre za problematiko, ko so zemljišča, ki so predmet vrednotenja po dejanski rabi, dejansko kmetijska in gozdna. Torej se na njih na primer orje, kosi, obira sadje in izvaja ostala kmetijska opravila. Vendar pa, ker so po namenski rabi stavbna, zakon določa, da se taka zemljišča vrednoti na način, da gre za stavbna zemljišča. Prepričani smo, da je takšna ureditev v neskladju z načelom enakosti pred zakonom in drugega odstavka 14. člena ustave. Kot je navedeno v 1. členu zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, se bo posplošena vrednost nepremičnin uporabljala tudi za namen določanja davčne osnove. Zato mora biti po našem mnenju najgospodarnejša raba tudi pri kmetijskih in gozdnih zemljiščih vezana na obstoječo dejansko rabo in ne na namensko, ker obstoječa ureditev neutemeljeno postavlja kmete v neenak in slabši položaj. Nam se zdi to nepošteno, kmete bi morali spodbujati, ne pa omejevati. Seveda bo pa iz praktičnih primerov predstavil moj kolega Janez Beja, ki je predsednik Kmečke zveze pri Novi Sloveniji, kako to dejansko izgleda v praktičnem življenju slovenskega kmeta. Ja. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz bom bolj po domače, po kmečko povedal naslednje. Res se sprašujem, že vrsto let te naše vlade pritiskajo na podeželje, pritiskajo na kmeta, predvsem na podeželskega hribovskega kmeta. Ker za to uredbo, za tem zakonom, ki smo ga dali v ustavno presojo, je ogromno napak, predvsem pa smo kmeti in lastniki prikrajšani, diskriminirani zaradi špekulativnih nakupov. Seveda špekulativnih nakupov ne kmetov, ampak tistih, ki jim, da ne rečem, kje so dobili denar in seveda pokupujejo gozdove in kmetijsko zemljišča ne za namene pridelave hrane in pač trženja v gozdovih, ampak predvsem zato, da si nabirajo kapital.
Velik problem so tu tudi občine. Imamo ogromno stavbnih zemljišč, katere je že poslanka omenila, ki jih je v odloku o prostorskem planu predvidela občine kot zazidljive. Kljub nasprotju kmetov, kljub nasprotju lastnikov. In tu z novo uredbo, ki je ta moment celo v obravnavi do 15. oktobra, niti ne rešuje. Ker župani, če ne bodo želeli spremeniti, kljub nasprotovanju, kljub prošnjam, kljub zahtevam lastnikov, da se ta zemljišča vrnejo nazaj v kmetijska in gozdna, lahko župani preslišijo nas lastnike in ostane ta parcela zazidljiva. In kaj to pomeni? Da bo kmet, lastnik te parcele, ki je stavbna, plačeval znatno večji prispevek in tudi vrednost se mu znatno poveča. In seveda danes ne govorimo o davku, ampak seveda, veste, če pa gledamo prihodek vsake družine, vsakega kmeta, lastnika, je pa že to davek, če ti zaradi napačnega vrednotenja, govorimo o napačnem vrednotenju, zavajajočem vrednotenju, vzamejo, otroški dodatek, če ti znižajo ostale socialne transfere ali karkoli. Ne na koncu, pa vemo, da preko slej bo tudi davek in seveda ta vrednotenje je temelj, osnova za davek za nepremičnine. In tu tudi nova uredba ni jasna in veliko stvari, tudi sami so na Gursu napisali, da ima še vedno množično vrednotenje slabosti, takšne in drugačne, ker problem je največ v tem, ker so te vrednostne ravni, referenčne enote prevelike. Kaj to pomeni prevelike? Da ena vrednostna raven zajema od Domžal pa vse tja do osrčja Zasavja. In kdor malo pozna ta del, se zaveda, kako so strmi travniki, gozdovi v osrčju Zasavja, ali pa kakšna kmetijska zemljišča so pa recimo nekje okrog Domžal, ali pa da ne govorim še kje drugje. In resnično je problem, nobenega zagotovila ni. Imamo zagotovilo, da se lahko pritožimo, da lahko damo ugovor. Nobenega zagotovila pa ni, da nas bo geodetska uprava upoštevala. Nobenega zagotovila ni, da ko bom jaz dal zahtevo na občino ugovor, da se naj kmetijsko zemljišče ali gozdno spremeni nazaj v dejansko, ne pa v stavbno. Nikjer ni nobenega zagotovila, da bojo župani mene uslišali. In da bojo z odlokom sprejeli odlok, da bo moje zemljišče nazaj kmetijsko ali gozdno. In tu je seveda, zdaj sicer mi danes govorimo in smo tule zaradi ustavne presoje, ampak hočem vam pa povedati še eno stvar, da tudi ta uredba, ki je sedaj na mizi v javni razpravi, dela popolnoma iste napake. In zato je nedopustno, da se te stvari dogajajo. Bistveno je, mi imamo čudovito slikanje cele Slovenije, ki se imenuje LIDER, ki pa je vsak kvadratni centimeter je možno pogledati ven iz računalnika, ne rabiš niti v naravo iti. In zakaj ne uporabimo te slike, ki so javnega dostopa, saj je bilo slikanje plačane iz javnega denarja in bi se lahko hitro ovrednotili, kaj in kako. Ker mi imamo gerke, mi imamo vse poslikano, vse nagibe, vse to je jasno in to se da uporabiti. Pa ne želimo. Zakaj ne želimo? Zato, ker hočemo udariti po revnih, po majhnih, po bogate pa pustiti. Ker ta zakon o vrednotenju in tudi ta nova uredba, ki je na mizi, privilegira bogate in tiste, ki imajo ogromno vrednosti nepremičnin, tiste, ki imajo pa majhne vrednosti, dejansko tržno majhne vrednosti, se jih pa dejansko prisili, da bojo
čez noč bogati, v resnici pa za tak denar, ko jih je Gurs ovrednotil, nikako ne morejo prodati. In to so te resnično velike stvari, ki jih nikako ne moremo kmetje in lastniki pristati. Ker veste, kmetje in lastniki, če bi šlo za tržno vrednost, bi bili danes tiho. Nam se gre, da ohranimo zemljo, obdelano zemljo in gozd, kakršen je. Seveda pri gozdu bi lahko govoril še tudi o vseh omejitvah, ki jih imamo, seveda davke in vse prispevke pa naj plačuje lastnik. Tako da največji problem še enkrat je ta špekulativni nakupi in nezavedanje ali pa nikakršna želja, potreba države, Gursa, ne vem koga še, da bi se ovrednotili po dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč.